tlačenje sil v srednjeveški Evropi je potekalo na način, ki je bil precej drugačen od tega, kar smo vajeni danes. In ta sistem, ki se je uveljavil nekako od 10. stoletja dalje, je v osnovi temeljil na razmerju med gospodom in njegovimi vazali. Torej, v najenostavnejši relaciji si to lahko predstavljamo kot velikaša, plemiča, ki ima pod seboj odvisne, od sebe odvisne oziroma podrejene vazale, nižje plemiče, ki so dejansko vojaki, bojevniki in mu zagotavljajo vojaško službo. Ekonomsko podlago temu sistemu pa so zagotavljale zemljiške posesti oziroma zemljiška gospodstva. Torej, v zameno za vojaško službo, za vojaško obveznost vazalov so prejeli v užitek ali pa v last oziroma v feud določeno zemljiško posest, seveda z tam živečim podložnim prebivalstvom. In njihovo delo, pridelki, dajatve, to je potem postala tista ekonomska osnova, ki je omogočila plemiču, vojaku, da si umisli primerno oborožitev, bojnega konja, da se seveda tudi v svojem življenju posveti vojaškemu urjenju. Kajti, če pogledamo koncept vojaškega sistema, ki se je potem uveljavil v visoko srednjeveški, pozno srednjeveški Evropi, vidimo, da je ta sistem temeljil vsaj na začetku bolj na kvaliteti kot na goli masi moštva. Namreč že nekako od karolinške dobe naprej si pokazalo, da je smiselno, sploh za operacije, ki zajemajo večji geografski prostor, nosilno vlogo nameniti mobilnim, dobro izurjenim enotam. Tudi njihovo logistično vzdrževanje je seveda bilo bistveno lažje, kot če bi želeli na dolge razdalje premakniti kakšno zelo številčno armado. In to je bil seveda razlog, da se je v tedanjem vojskovanju uveljavila zlasti težko oklepljena konjenica. Tako je nastal model nove vojaške ureditve, ki je torej temeljil na plemenitem bojevniku vitezu. Ta se je v osnovi vojskoval kot konjenik, čeprav je bil izurjen tudi za spopade, za bojevanje peš. Seveda pa je zelo pomemben del, ali pa ena od ključnih prednosti, ki jo je ta bojevnik imel, je bila zelo kvalitetna oborožitev oziroma vojaška oprema. In financiranje take opreme v tedanji ekonomiji ni bilo enostavno. Če pomislimo na to, da je bilo gotovine v obtoku še tja do poznega srednjega veka razmeroma zelo malo, tudi še tako ambiciozni dinasti, vladari, praviloma niso imeli dovolj sredstev, da bi lahko popolnoma samo z denarjem najeli oziroma zakupili neko dovolj veliko oboroženo silo. In vse tja do poznega srednjega veka opažamo, da je moč evropskih vojsk temeljila primarno na vitezih oziroma težko oklepljeni konjenici, ki pa je kljub vsemu predstavljala manjši, številčno manjši delež vseh oboroženih sil, ki je bilo pač potencialno mogoče sklicati. Namreč tudi težka konjenica kot elitni del tedanjih oboroženih sil kljub vsemu ni zmogla delovati sama zase v izolaciji. Nujno je potrebovala podpora še ostalih vrst enote, od pehote, oborožene recimo s sulicami, tudi loki samostreli, nenazadnje do lahke pehote in pozneje topništva in tako dalje. Vsekakor pa je zlasti v ofenzivnem delovanju na bojnem polju, v odločilnih bitkah, kadar je do njih že prihajalo, težka konjenica praviloma imela odločilno vlogo. Ta situacija se je začela spreminjati zlasti od začetka 14. stoletja naprej, morda najvidneje v zahodni Evropi, torej prostorov, ki je bil od slovenskih dežel precej oddaljen in tudi pri nas je bilo te vplive čutiti nekoliko kasneje. Šlo je pa za postopen premik v smeri proti težki pehoti. Torej, nekdaj dominantna vloga težke konjenice se je začela umikati v ozadje. Tedanje vojskovodje so ugotovili, da je pač z bolj ali manj enakimi sredstvi možno organizirati ali dokaj malo številčno, zelo elitno enoto težke konjenice, ali pa seveda organizirati mnogo večjo, čeprav slabše opremljeno, slabše izurjeno maso oziroma formacijo pehote. Namreč v
v tem prehodu v pozni srednji vek se ekonomska podoba Evrope kljub vsemu že spreminja. Denarja je v obtoku vse več in to omogoča tudi vladarjem, velikašem, torej višjemu plemstvu, da kompenzirajo eventualne pomanjkljivosti fevdalne vojaške obveznosti, tako da poleg svojih vazalov se lahko opirajo tudi na poklicne vojake oziroma najemnike. To je nova velika tendenca poznosrednjeveškega vojskovanja, ki se potem v slovenski prostor prenese zlasti iz severne Italije. Namreč v obdobju, že praktično v obdobju celotnega visokega in poznega srednjega veka so italijanske mestne komune veljale za precej problematičen, nemiren del svetega rimskega cesarstva, dokler se niso iz tega okvira praktično celo izločile. Italijanska mesta, torej tiste od bogatejših mestnih državec, pa so se ponašale tudi z zelo razvito ekonomijo in so bile torej zmožne najeti za denar dobro izurjene vojake, načeloma tujce. In v večjem delu 14. stoletja so bili zlasti poklicni vojaki iz nemških dežel oziroma pretežno nemško orientirane Srednje Evrope posebej zaželeni najemniki na italijanskih bojiščih. In to je bil čas, ko se je tudi precejšnja množica plemičev oziroma poklicnih vojakov iz slovenskega prostora udejstvovala na italijanskih bojiščih. Takih primerov bi lahko našteli kar nekaj, recimo rodbine, ki so se bolj kot ne zavestno usmerile v vojaško kariero, so bile recimo Gali, Galenbergi, Svibanski, Štebreški in tako dalje, celo grafje Celjski. Navsezadnje Ulrik I. Celjski se je v sredini 14. stoletja izkazal kot izjemno dejaven najemnik, prepotoval je lep del Evrope od Balkana in Ogreške vse do Prusije, kjer je bil tudi udeležen na pohodu proti tedaj še poganskim Litovcem in navsezadnje v teku svoje 15-20-letne kariere poklicnega vojaka je Celjskim ustvaril ne samo velik finančni kapital, ampak je spletel s to svojo mednarodno aktivnostjo tudi zelo pomembne politične povezave, ki so potem v naslednjem obdobju se pokazale zaključne pri vzponu Celjskih. Najemniško vojskovanje je potem postalo ena tistih ključnih značilnosti pozno srednjeveške vojaške organizacije in v našem okolju se to kaže še prav posebej v zadnjih desetletjih življenja dinastije Celjskih. To je obdobje, ko se tako imenovana vojaška revolucija, torej ta premik v smeri od pretežno konjeniškega do pretežno pehotnega vojskovanja iz zahoda prenaša tudi vse bolj proti vzhodu, v srednjo Evropo. In v tem okolju je tisto ključno spodbudo za vojaške inovacije, torej za uvajanje novih vrst taktike, novih vrst oborožitve, so pomenile husidske vojne. To je bila pa zgodovinska epizoda, ki so jo tudi zadnji rodovi Celjskih od blizu spremljali in zato ne preseneča, da v času, ko je pokneženje grofov Celjskih potem privedlo do velikega spora s Habsburžani, torej do celjsko-habsburške fajde, se je tudi v slovenskem prostoru pokazalo zelo jasno uvajanje teh novih taktičnih prvin. Ena taka stvar je seveda bila zaposlovanje tujih najemnikov. Torej, če je bilo v 14. stoletju zelo običajno, da so plemiči iz slovenskega prostora hodili na tuje, je zdaj postalo prav tako običajno, da domači velikaši začnejo za svoje vojaške enote najemati tujce. Ustvari se pravi mednarodni trg najemniške sile, kot rečeno zaradi izkušenj iz husidskih vojn, so posebej zaželeni postali češki veterani. In tako ni nobeno naključje, da so seveda tudi sami Celjski k sebi povabili številne veterane husidskih vojn, nenazadnje Jan Vitovec je postal vodja njihove zasebne armade. V zadnji fazi celjsko-habsburške fajde se je seveda pokazalo, da
tudi zasebni spori med vodilnimi plemiškimi rodbinami lahko zelo hitro eskalirajo dlje, kot je bilo to običajno v kakšnih preteklih fajdah. Torej, slovenski prostor se je v tem času znašel v kar eni taki pravi mali državljanski vojni. In to je pomenilo hudo preizkušnjo tudi deželnih obrambnih sistemov, deželne obrambne ureditve. Problem, ki se je še bolj jasno potem pokazal nekaj desetletij kasneje z začetkom osmanske nevarnosti, ko se seveda sistem feudalne obveznosti in njegova kompenzacija z najemanjem, predvsej ad hoc najemanjem najemniških enot pokaže vendarle za premalo učinkovito. In zato je bila potem končna rešitev iz tega položaja velik val reform, ki jih je iniciiral tedanji vladar, torej cesar Maksimilijan I. Habsburški. In v času njegove vladavine, torej v zadnjih 10-20 letih njegove oblasti, opazimo ključno prelomnico, torej prelom z staro feudalno tradicijo, prelom tudi z dotedanjim načinom novačenja majhnih, pretežno konjeniških najemniških enot in vzpostavitev stalne poklicne armade. Omenjali smo odločilno vlogo, ki jo je težka konjenica imela v srednjeveškem vojskovanju, in seveda prav tako smo omenili, da je bil eden od ključev uspeha tega modela, tega taktičnega oziroma vojaškega modela, kakovostna oprema. Tukaj imamo nekaj primerkov iz naše muzejske zbirke, ki o tem pričajo. Torej, če govorimo o tisti najzgodnejši fazi, o zametkih viteza kot figure, ki je utelešala novi način vojskovanja, imamo tukaj primerek sulične osti iz karolinške dobe, iz časa okrog leta 800. To je eden od tipičnih kosov oborožitve tedanje težke konjenice oziroma frankovske bojevniške elite. Ta kos je sam po sebi zanimiv tudi zaradi kakovostne izdelave. Torej, rezilo te sulice je izdelano po postopku kovaškega varjenja oziroma damasciranja, postopka, ki je še danes v precej podobni obliki živi recimo na Japonskem, kjer na ta način izdelujejo rezila mečev, nožev in podobno. To je vsekakor bil izdelek, ki ni bil dostopen vsakomur, ampak res samo eni ozki plasti tedanjega prebivalstva, torej tistim bojevnikom, ki so svoje življenje v resnici posvetili vojaškim veščinam in so navsezadnje tudi v družbi uživali vlogo tedanje vojaške elite. Tak zahteven kovaški izdelek seveda pomeni ogromno investicijo časa in tudi znanja. Po sodobnih ocenah, po sodobnih rekonstrukcijah, recimo po postopku kovaškega varjenja, lahko izdelamo seveda rezilo sulice, meč ali česa podobnega, ampak to zahteva najmanj 100 ali pa tja do 200 ur vloženega dela, torej že samo kovanje večjega rezila samo po sebi. Povsem jasno je, da v času, ko bi povprečen kmečki podložnik bil vesel, če bi imel v lasti samo nekaj kosov dosti enostavnejšega železnega orodja in bi bil seveda že se imel za kar premožnega, bi tako zahtevni, tako dragoceni izdelki tedanjih bojevnikov, tedanje vojaške elite pomenili eksponentno večji vložek. Torej, predmete, ki so bili ne samo tehnično zelo dodelani, zelo dobro izdelani, ampak so navsezadnje postali že zaradi svoje vrednosti tudi svojevrsten statusni simbol. In to je potem eden od razlogov, s katerim lahko pojasnimo izoblikovanje te mentalitete oziroma etičnega kodeksa viteštva. Torej, viteštvo se izoblikuje ne samo kot vojaška skupina, ampak tudi kot ena zelo specifična kasta z lastno miselnostjo, lastno filozofijo, lastnimi vrednotami. Naslednji kos opreme, ki bi ga lahko v sodobnem jeziku opisali kot množitelj sile, je bil seveda oklep. Torej, zlasti v zgodnjem srednjem veku je bil kovinski oklep stvar, ki je bila dostopna zelo malo številnim uporabnikom. In v tem obdobju je bila zlasti verižnina, torej oklep spleten iz majhnih žičnih obročkov, tista standardna zaščita za vse, ki so si
pač lahko tako zaščito sploh umislili. Recimo po standardih 11. stoletja imamo zanimive primerjave iz severne Francije, ki govorijo o tem, da bi za nakup verižne srajce morali zagotoviti sredstva približno enakovredna celoletnim prihodkom kar velike, dobre stoječe vasi. Torej, to že pokaže neke cenovne proporcije, ki marsikaj povedo. Seveda ob tem pa velja opozoriti tudi, da tehnologija s časoma napreduje. V poznem srednjem veku verižnino v večini aplikacij ne iz podarine, ampak vsaj dopolni ploščni oklep, torej oklep iz železne oziroma jeklene pločevine. To je pa tudi čas, ko v Evropi nastane že dejansko zametek oborožitvene industrije. Torej, to je obdobje, ko tudi z pomočjo množične proizvodnje lahko zagotovimo velike količine dokaj kakovostne vojaške oborožitve po zelo nizki ceni. To pomeni torej, da se ti cenovni proporci spremenijo. Za opremo elitnega bojevnika, plemiča, težkega konjenika, ki bi si želel misliti celo postajanje oklep, bi to tudi še v 16. in 17. stoletju pomenilo zelo, zelo velik izdatek. Recimo primerljiv z eno, dvoletno plačo izučenega obrtnika oziroma obrtnega delavca, torej še zmeraj velika investicija. Dočim bi pa tudi že za bistveno manjšo vsoto lahko kupili popolnoma spodoben, ampak tehnološko precej poenostavljen, iz slabših materialov izdelan preprosto oklep za konjenika, lahko oboroženega konjenika oziroma pešaka, torej izdelke množične proizvodnje. Torej, to je bila ključna razlika, vendarle, ki se je zgodila proti koncu srednjega veka, da tudi kovinski oklep, vsaj tisti nižjega cenovnega nivoja, je s časoma postal dostopen praktično vsakemu vojaku, vsakemu poklicnemu vojaku. Naslednje zelo ikonično orožje vsakega viteza je bil dvorezni meč. Tukaj imam v roki repliko, zelo natančno, verodostojno izdelan posnetek enega od najlepših mečev iz reke Ljubljanice, ki jih danes hranimo v našem muzeju. Tudi tak izdelek je seveda z vidika tedanjih uporabnikov, izdelovalcev, tudi čisto navadne javnosti, pomenil nekaj posebnega. Torej, to je tako imenovani dolgi meč, lahko se uporablja z eno samo roko ali pa z obema. Večnamenski kos orožja, primeren za sekanje, za zabadanje, lahko se uporabi tudi preprijet, torej z levo roko na rezilu. Tip meča, ki je bil popularen v prvi polovici 15. stoletja v tem primeru in v tem istem času so borilne veščine, torej mečevanje, rokoborba in uporabo različnih drugih vrst hladnega orožja poučevali različni mojstri. Precej te literature, njihovih dejansko spisov oziroma borilnih učbenikov se je ohranilo do danes, to nam pa omogoča precej jasnejši vpogled v način bojevanja tistega časa in vidimo seveda lahko, da človek, ki se je v srednjem veku specializiral za vojskovanje, ni bil nek neuki hrust, ki bi pač z golo močjo mišic treskal naokrog, ampak so bili to ljudje, ki so bili v osnovi mojstri borilnih veščin, tudi vrhunsko izurjeni atleti, torej ljudje v odlični psihofizični kondiciji. In to je bil navsezadnje eden od razlogov, zakaj se je vojaški poklic v srednjeveški Evropi specializiral. Torej, če želimo zagotoviti dejansko način, kako lahko navačimo neko malo številčno, ampak zelo elitno kasto bojevnikov, moramo te ljudi izuriti. In njihovo urjenje seveda je nekaj, kar traja praktično ves čas. Zato kljub pospešeni profesionalizaciji vojskovanja v Evropi proti koncu srednjega veka, kljub temu za plemiča še vse tja v zgodnji novi vek bojevanje ostane ne samo poklic, ampak pravzaprav življenjsko poslanstvo. Zato govorimo ne zgolj o vojakih, ampak o bojevnikih, torej ljudeh, ki v družbi uživajo prav posebno mesto, zato ker so že praktično z rojstvom kot člani plemiške družine obvezani k temu, da se bodo, če so le fizično tega sposobni, posvetili vojskovanju.
Čeprav ves čas izpostavljamo odločilno vlogo plemstva, srednjo vlogo plemstva oziroma viteštva v srednjeveškem vojskovanju, pa se seveda treba zavedati, da splošna vojaška obveznost kot vsaj nek teoretičen koncept kljub temu ni popolnoma izginila iz tedajnega predstavnega sveta. Torej, povedali smo tudi, da seveda plemiška konjenica oziroma viteška konjenica ne bi mogla obstajati brez podpore vseh drugih enot, ki so se pa večinoma navajačile iz mož nižjega stanu. Torej, zlasti prehod proti pehotnim formacijam, proti najemniškem vojskovanju v 14. in 15. stoletju da zelo pomembno, vse vidnejšo vlogo možem nižjega stanu, torej ljudem, ki se v nekem časovnem obdobju prav tako odločijo, da se posvetijo vojaškemu poklicu, seveda nimajo znanja, nimajo statusa, niti premoženja, da bi si lahko mislili bojnega konja, se udejstvovali kot težko oboroženi konjeniki, so pa kljub vsemu dober material za pehoto, za poklicne vojake, ki se vojskujejo recimo oboroženi s helebardo, sulico, ali pa navsezadnje s samostrelom. Tukaj imam primer samostrelne puščice z originalno ostjo, leseni del je rekonstruiran. Torej, vse do sredine oziroma druge polovice 15. stoletja je bil samostrel ključni pripomoček za bojevanje oddaleč v srednjeevropskem okolju. Zanimivo je, da pri nas se iz časa srednjega veka ni ohranil nobeden kompleten primerek samostrela. Imamo recimo samo poleg puščičnih osti še kakšna fragmentarna pričevanje, kot je tole poražilo. Torej, del samostrela, ki je seveda funkcioniral kot eden od členov poražilnega mehanizma. Tukaj lahko vidimo seveda poskus vzpostavljanja alternative pristopov, kako pa na drugačen način zmagati v boju, kako navsezadnje premagati tudi težko konjenico kot tedanjo udarno pest. Ena od takih alternativ je seveda organizirati gosto falango pešakov, ki so oboroženi s sulicami, helebardami, podobnimi pripomočki, ki jim omogočijo, da zaustavijo konjenika na varni oddaljenosti. Druga varianta, navsezadnje dokaj podobnega koncepta, je uporaba strelnega orožja, torej orožje, ki deluje od daleč. Dolgi lok, samostrel sta dve taki pomagali, ki sta pretežno pehotnim vojskam poznega srednjega veka pogosto omogočili, da uničita dosti močnejše sovražne sile, ki so se prvenstveno na težko konjenico zanašale. In potem seveda od konca srednjega veka, torej smodnik je tista nova tehnološka dominanta, ki se uveljavi v prvi polovici 14. stoletja, sprva dokaj pionirske narave, do konca 14. stoletja kljub vsemu težje topništvo že nastopa kot zelo pomemben del zlasti pri obleganjih, torej del oborožitve, ki omogoča uničenje utrjenih položajev. Potem v teku 15. stoletja, v času, ki pri nas sovpada recimo z obdobjem husitskih vojn na Češkem, pa opažamo tudi silno širjenje lažjega oziroma poljskega, torej mobilnega topništva, ki se uporablja na bojnem polju za podporo čet, in prav tako lahkega ročnega strelnega orožja, ognjenega orožja, torej sprva ročnih topov, potem kavlastih pušk oziroma arkebuz, nazadnje dolgocevne muškete. In vse to so kosi oborožitve, ki tudi pešaku nižjega stanu, torej nekomu, ki prihaja iz zelo skromnega okolja, navsezadnje omogoči, da onesposobi vrhunsko opremljenega viteza pripadnika plemstva. To je pa seveda tista izjemno pomembna prelomnica, ki navsezadnje bi lahko imeli tudi za simbolni konec srednjega veka. Torej za veliko vojaško prelomnico, ki navsezadnje pod vprašaj postavi sploh smisel obstoja plemiške elite kot eksplicitno k vojskovanju zavezane kaste.